Najlepša hvala, spoštovana družina SDS, iskrene čestitke v našem skupnem prazniku. Danes smo v Mariboru, glavnem mestu Štajerske. Štajerci vedno rečemo, da imamo tri svetnike. Imamo blaženega Martina Slomška, velikega narodnega buditelja, ki je začel ta pohod Slovencev. Imamo vojaškega poveljnika, generala Maistra in imamo torej tudi dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske države. Maribor je moje rojstno mesto. Maribor je tudi mesto, kjer sem končal velik del svojega izobraževalnega procesa. Maribor je tudi mesto, kjer sem doživel največji privilegij v svojem življenju, 2 kilometra približno zračne linije naravnost proti Pohorju v 710. učnem centru sem 15. maja 1991 začel služiti kot vojak prve generacije slovenske vojske. Doživel sem prvi upor Štajercev in Slovenije proti takratni JNA. Čez nekaj dni sem srečal tam v Kotu kot mlad vojak, v času, ko so nekateri, ki jih danes srečujem v slovenskem parlamentu, govorili, da bomo jedli travo, da naj spustimo in zapremo učna centra, da provociramo jugoslovansko ljudsko armado, da proti njej ne mogoče zmagati. Sem srečal enega mladega, nekoliko suhljatega človeka, takrat smo baje rekli, da je sekretar za ljudsko obrambo, gospoda Janšo, ki nas je takrat, tako kot danes, nagovarjal za samozavestjo, pogumom, kazal luč v temi in nas usmerjal v smer, ki je tudi do danes trdna, je recipročna, kot bi temu rekli, in je enotna. To je človek, ki mu večkrat rečem, da bi mogel imeti vzdevek ni popuščanja, tako kot imamo mi ni popuščanja vzdevek pri vsem svojem delu. V mojem delu v slovenskem parlamentu ste večkrat slišali med razpravami nekatere pridevnike z nekih mojih izkušenj, ko sem na svoji poklicni karieri preživel nekaj let v tujini, kako dobro je, recimo v teh evropskih državah, kako dobre prakse, na kako visokem delu teče evropsko gospodarstvo, predvsem nemški model, in kako ravno zaradi tega imamo neko blaginjo ljudi, ki jih črpajo. To je tudi bil model nastanka Evropske unije, kot smo videli v enem filmu, Očetje Evrope, Monet, De Gasperi, Schuman, Adenauer, kasneje Helmut Kohl, nenazadnje tudi Strauss, predsednik CSU-ja, so bili tisti, ki so izhajali z nekega vrednostnega sistema porušene Evrope, ki pa je vedno v svojem prvem delu imel besedo krščanstva. Ko sem v vseh teh zadnjih mesecih nekako preletel vse te pogodbe, od Schumanove deklaracije do rimske pogodbe, ki smo videli v tem prispevku, sem lahko ugotovil, da v Lizbonski pogodbi v preambuli, ko piše, da izhajamo z bogate tradicije, kulturne in bogate tradicije, iz navdiha te tradicije, je šla beseda krščanstva. Poglejte, spoštovani prijatelji, spoštovana družba, vse, kar se nam zdaj dogaja, demografija, Evropa je ostarela gospa, vse, kar se nam dogaja z zelenim ludizmom, z zeleno religijo, vse to je posledica nečesa, da v Evropi vladajo prav takšni, kot so vladali zahodno-rimskemu cesarstvu približno leta 750, ki je propadlo. Po propadu rimskega cesarstva je bilo v Evropi približno pol tisočletja tema. In prav to se lahko zgodi tudi z Evropo v tem času. Jaz mislim, da zeleni ludizem mora zamenjati zeleni realizem, da vse, lahko bi rekel, veliki gospodarski dosežki Evrope, ki so na koncu rezultirajo v veliki blaginji Evrope, ki rezultirajo v tem, da živimo vsaj 10, 20 ali pa celo 30 let dalje, kot so naši predniki, velike znajdbe, veliki patenti, motorje z notranjim izgorevanjem, vse to je ta kapital, ki ga moramo braniti danes v 21. stoletju. Zaradi tega sem se odločil, da bom kandidiral na listi Evropske demokratske stranke, na listi, ki bo zmagala 9. junija 2024 in bom branila, tako kot je branila Slovenijo, tako kot bo branila tudi Evropsko unijo. Bog živi Slovenijo in Bog živi Evropo. Najlepša hvala.